življenje naj bi postalo teofanično. Kaj to pomeni? Teofanija pomeni Božje razodetje. Kako se Bog razodeva preko mojega življenja, moje življenjske zgodbe, konkretnih stvari. Kaj sporoča Bog preko mojega življenja, če sploh kaj sporoča? Kje je torej moja pripoved? Meni, samemu in temu svetu. Ali torej prepoznam svoje življenje kot takšno? Bog nam je torej po svetem duhu omogočil in dovolil, da malo pogledamo notranjost Svete Trojice. Še več, da celo vstopimo vanjo preko sakramentov, vemo, da pri svetem krstu postanemo Božji otroci. Toda Gospod želi še nekaj več. Da postanemo sami pričevalci. Da postanemo misionarji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Tukaj je zelo zanimivo, da pravi Jezus, naredite. Ne poučujte. Kajti ne pošilja nas za to, da svetu prinašamo znanost, teologijo o Jezusu, spoznavanje, ampak da sami postanemo pričevalci, da prinašamo temu svetu način življenja, ki bo pripoved, ki bo na nek način razodetje te Božje ljubezni. In Jezus nam pravi, ne bojte se. Tudi če smo velikokrat slabotni in če nismo, bi lahko rekli, tisti popolni pričevalci, nas Gospod kljub temu pošilja, ker je On z nami. Ker ve, da ne bomo računali na njegovo moč, na svojo moč, ampak na njegovo moč. Gremo v imenu Jezusa Kristusa, ne oznanjamo svojega imena, ampak Božjega imena. Torej gremo v imenu Jezusa Kristusa in v moči Svetega Duha. Zanimivo se mi zdi eno pismo, ki je ohranjeno iz konca 2. stoletja, in to je bilo pismo Diognetu, ki govori, kako je živela tista krščanska skupnost dokaj na začetku. Pismo govori o tem, da kristjani niso bili na zunaj nič posebnega, a vendar so bili zanimivi za ta svet. Ne samo zanimivi, bili so tisti, ki so vznemirjali ta svet, zato so doživljali takšno predanje. Kako pravi to pismo? Dovolite, da vam nekaj misli iz tega predstavljam. Kristjanov ne loči od drugih ljudi ne dežela, ne govorica, ne običaj. Nikjer ne prebivajo v lastnih mestih, ne govorijo posebnega narečja, ne živijo izrednega življenja, prilagodijo se krajovnim običajem glede obleke, hrane in drugega življenja. Toda živijo pozorno in čudovito, da vse preseneča. Slehana milina jim je domovina in vsaka domovina jim je tujina. Ženijo se kako drugi, rodijo otroke, vendar otrok ne izpostavljajo. Imajo skupno mizo, ne pa skupnega ležišča. Pokorni so zakonitim postavam, a svojim življenjem prekašajo postave. Ljubijo vse, a vsi jih preganjajo. Ne poznajo jih in jih vendar obsojajo. Mori jih in jih s tem oživljajo. Ubogi so in bogate mnoge. Vsega jim manjka, a imajo vsega v izgubi.
jemljajo jim čast, a oni v nečasti žanjejo slavo. Obrekujejo jih, a oni se izkazujejo pravični. Sramtijo jih, a oni blagoslavljajo. Ponižujejo jih, oni pa izkazujejo čast. Da na kratko povem, kar je v telesu duša, to so na svetu kristijani. Kar je v telesu duša, to so na svetu kristijani. Boste rekli, kar sem prebral, da po 2000 letih nič novega pod soncem. Marsikje lahko vidimo podobne stvari. Torej, kako so Jezusovi učenci naredili še druge za njegove učence, še več za pričevalce. In danes nam ostane vprašanje, kako pa mi oznanjamo Jezusa Kristusa, kako smo mi odsev svete Trojice, kako smo mi žarek njegove ljubezni, kako je naše življenje pripoved, ki greje naše bližnje.